Ali ni dal znaka, potem smo kar štart. Mislim, fancy, bravo. Se vidi? Top, ja, vrhunsko. Okay. koliko mora biti? To je kaj, bakterije smo dobili, pa še ne. Tako. Koliko mora biti? Pa še stotink ne vidimo. To sem se pa zdaj kar malo... Ja, to je bilo zdaj naporno, jaz kar nehal. Danes sem dost. Uro sem naštimal, jaz mislim za svoje naredil. Končamo pri 42. Stari, to ni Grčija. Sorry, lej. Jaz mislim, sem učinkovit sem. Učinkovit pa si, ja. Učinkovit, to je to vsi te učinkovitostni mojstri, kaj s tem AI-jem pa to prahajajo. Zdaj si še ful bolj učinkovit. Ja, tako. Mislim pa, in to brez AI-ja, stari. Brez AI-ja, na roko. Čeprav mi je kolega zgodbo razlagal, ne? Res, kako postajamo res... Butasti. Ja. Ne, on ima prijatelja, ki je električar, ne? Imam prijatelja imamo. Ja. No, in ta njegov prijatelj ima svojega prijatelja, ki je pač probal. Ful prijatelja, ampak kako nadaljuje. No, v glavnem, bom z druge strani povedal. Tip je doma neki štrom rihtov, ne, in nek stikal. In on je to stikal ven, slikal ChatGPT, kako naj on to zrihta. ChatGPT mu je povedal, on v Bauhaus kupil, zamenjal, spržil štrom po bajti, pršel z elektra 40 €, da ti pancerko nazaj noter priklemajo. To, da je mogel elektro pride. Mislim, da je bilo tako hudo, ja. In potem tako poč in potem zadevo še enkrat skurne. A ja, še ga se ni naučil, da bi zdaj skur rekel, pa ajde, da bi pa poklical strokovnjaka. No, ta drugič je pa pol strokovnjaka poklical. Ta tretjič, se pravi, dvakrat mu je ven vrgal in potem je poklical strokovnjaka. Človek, sam čisto eng, oso pa to, nekoga na let. Počakaj, ja, eni so hokejisti. Tako da... In potem pride take štromer, ki si pač svoj kruh služi s tem, da elektriko veže. Ne? In reče, Kloda moraš uporabljati, ne ChatGPT. Dobra, tale ti je ratala. Kaj še na polno luno pizda, ampak lej. Bravo, lepa. In je pač on rekel, da je tole vadala, takole tale žica, klele gre stran tega narava, da je to takole noter, dej varovalke in on preden pržge, tip stop 2 koraka nazaj. Štromar ali on? Ne, on. Aha. Ne, on štromarju, še zmeram je bolj ChatGPT-ju verjel, ker štromarju. Ne? A veš, v bistvu ni verjel, da je ta dober naredil. Ali pa je mogoče sam te, da se javiš ne tiska. Da se je naučil prej v prejšnjih dveh poskusih. Če te kača vse, ka se zvite vrvi, bojiš. Mogoče, no, ampak pač ni vseh stvari za rešvati s ChatGPT-jem. Ne, da se to smo že rekli. Ker smo ugotovili, že to, da... Mislim, se ti on tudi pove, aha, dobra ideja. Bravo, mogoče sem se zmotil. Od spod piše ChatGPT might be wrong, ali neki ta. Tako na kratko in jasno piše. Pa se ga lahko še second guessaš, ne? A to je tako, kot upozorila na čikih, ali kaj? Ja, prav je. Pa se ga lahko še enkrat vpraša, ste zihar, da je prav pa tako? Ja, in ti reče, da je zihar in je... Mislim, to smo že tudi doživali. Ja, tudi to je naredija. Prav, zdaj bo pa res pravilno. Ti reče, in je potem isto. Ja, nagovor. Mislim, da sem razumel. Poskusiva takole, pa isto. Si po mojem drugiče to naredil. Lahko nekaj štravme iz službe pomitlele pizza fidat. Koliko gre do tega časa za take stvari? Ja, veliko. Veš, pol je že... Zdaj mogoče je caj, da se začnemo nekih novih veščin ne učiti. Ne, mislim... Ploščice polagati. Ploščice, štrom recimo. Čeprav ploščice verjetno bolj,
Mislim, manj možnosti, da pač ni, ker smo manj nevaren. Tako, ja, manj te lahko. Smo bolj dve levi, stari, to bi šlo v cvet. Jaz sem toliko, ki sem jih že položil, da garažo vam lahko pridem zrihtati. Jaz sem tudi za kopalnico me še ne klicati, ampak... Jaz sem samo to ugotovil, da... Še 5 garaž pa bo že na kopalnici. Jaz sem tudi ene parih položil, ampak ful, recimo, ko gledaš unga, ka zna, gre tako leti, ne. Jaz sem pa eno polagal v pizdu materno. Jaz pa nisem, ko vem, da to ne bilo dobro. Jaz sem že... Sej ni težko, ne? Imam tudi mašino, tako da... Se rezati? Ja. Opa. Ti si že level up, ti si že influencer, že lahko učiš, veste, kako lepo. Ja, si res pizda, lahko bi imel svoj kanal. YouTube kanal, stari. Keramičar Aljo. Pizda, dobro bi se to slišali. Lepa. To bilo v redu, Jaz mislim, da bi zrihtel prek vrste. Zdaj sem slišal, da je dal ta... Ti je bil malo pocen... En od teh operaterjev je dal servis, da se prijavi, ne vem, par evrov na mesec, ali ne vem, Zlatko ni dobro videl, ali 1,99 ali pa 100. To pa je velik razpon, pizda. Tudi on bi mogel delati spila. Vejca. Tudi on mogel delati spila, ampak po moje, da je vejca. Se mene tudi ta vejca na računu bančne me jebe, pizda. Je, tiste odzadnje. V glavnem, kogarkoli si pač je. Da imaš naročino na mojstra, ne? A veš, da si pač plačuješ očitno 1,99, najbrž, ker 100 bi bilo malo preveč. In da imaš problem s štromarjem, da te na skur pokličeš in očitno imaš hitrej. In mojster te se javi in te reče. Ja, to je tako, kot na napotnico, ali kaj? Ja, kaj halo doktor, pa to, ti specialisti pa to. Specialisti pa ta jajca. Če bi zavarovalnice lahko razširile paket še na gradbeništvo, pa podobne. Zakaj, ja, veš? Če ga je že mobilni operater, kva rab zavarovalce? Zdaj da ide mer, zdaj bo mobilni operater to zelo. Jaz dam za une specialiste, dam pa generalju 12, ker sem malo starejši občas, pa dal 15, pa še majstre vključijo zraven. Jaz sem zdaj tukaj za zamenjati eno žaranco, ali pa ne žaranco, ali pa ne tole šalter. Ploščice rabim, kema ploščica prid, pizda. Ja, valjda, to pizda. Je to keramičar Aljo. Polagam tako. Jaz ti položim z leve, jaz ti položim z desne, jaz ti položim po sred in gor in dol. Kačeš. Sam po tleh polagam, to je to, neč da zgledam. Vzorci, ono tretje, nareže stari, to je to, pizda, razumeš? Nareže salamo, levo, desno. Ne, to už pa ti. To už pa ti narezal. Salamo bom. Šnopc na mizo, pa salamo na... Tako. Tako v starih cajtih. Salamo na dilo, pa gas. Ja, sej. Tega zdaj ne smemo več. Tega tudi majstri ne. Ne, ni več, se pa res ni več tega. Še kofeino že spiti. Ne, voda, maksimum. Čeprav sem imel izkušnjo z enim, ki je rekel, da je nekje delal, pa mislim, da je bil na enem objektu, pa so delavci streho polagali, pa so pač rekli oni ženski, da če lahko vodo dobijo, pa je rekli, da bi si jo pač mogli sabo prinesti. To je pa, mislim, empatija ni zraven. Ja, tako je. V tisti hiši ni bila doma. Se ji plačama, ne? Ja, seveda. Jesus Christ. Ja, sem smo pršali. Upam, da čim manjkrat, da se to čim manjkrat skodi tem ljudem. Ja, zdaj. Ampak najbrž ima zdaj vodo že preventivno sabo, pa pač ne. Glede na stanje duha v družbi, mislim, da se jim lahko sam večkrat. Ja, nažalost res, ja. Bolj kukar ne. Nažalost res, ja. Kako ne ta Amerifora, ki naročijo, pač ne pridejo popravljati, pa so več manj verjetno imigranti, ne? Pa ajs pokličajo, ker treba plačati. Fak, ne. To se nek slišal, tako tač, se ne vem zdaj, to je. A zato jih to dobijo? Ja. Naročajo, da so mu zrihtali, pa halo! Čeprav pa je tega ne smeš, pa je tam en razlago, da tega po nekih
labor law-jih ne smeš tega delati. Mislim, on pa zelo velik prekršek pa ful plačal, če je to res naredil. Ampak mislim, da zdaj... Tudi če se držiš pravila, don't be a dick, pač tega ne narediš. Ne? Ja, ne, se glih, zanj sem gledal Že enega tega najprej, no, dajmo. stand-up komika, ne prav, kje so bili pizda pred 200 leti, prav moj dedek bi jih s polja, bi jih klical. A veš, pizda, kle smo, peljte nas domov, a veš, pizda, prav pa ni bilo benga. Ne, prav, kje so te službe takrat, ki jih rabiš? Zdaj se pol pojavijo, veš, pa neki težijo brez veze. Ampak, lej, ne, oni so to nehali še, oni so to nehali pred 60 leti. Ja, se to jet, ne? Mal se grejo prikrito, se grejo še zdaj mal. Ne, pa malo ali pa malo manj prikrito. Ali pa malo manj prikrito, ja. Mislim, zdaj gre to čez korporacije. Pač, vem, ampak se pravim, oni nam demokracijo prodajajo. Ma dobro, to je tako bučkano. Ja, ampak oni se imajo za največje, najboljše. Za demokracijo. Največja demokracija na svetu. Mislim, da povprečen Američan res to misli. Ja, 100%. Ker jih hopajo, da so oni neverjetni, najboljši in če tako gledaš, so nam jo tudi prek teh nekih medijev, pa prek filmov, pa prek vsega, prek popkulture, so nam izvozili, tako da smo si jo mi zaželeli, dobili smo pa pol zdaj to temu demokracijo, pizda. Veš, mislim, tam po slikah je ful dobro zgleda, vse skupaj pol pa ka pride pa zato, da unus temu je saj pocen, pizda, to je pa dragost. To pa res košta. Ne, pa izrodili se je, veš, šlo je čez neki, ker, veš, začetne ideje tako, kot vsaka je bila v redu, veš, so šli, se tudi v drugo svetovno, vse so malo pa kasneje prišli, ampak so šli recimo z dobrimi nameni. V drugi svetovni si imel pač, ne vem, črnske enote so bile svoje. Ja, itak. Leteli niso, ker ne znajo. Ne, no, so tudi leteli. No, pol so tudi leteli, ampak najprej so jih malo prepričati. Ja, ne, so bili po svoje. Niste. Ja, segregacija je bila živa, ja, seveda. Čisto popolno. Težko je pol prodavati v neki... Mislim, sicer so tudi Grki imeli sužne, pa so imeli demokracijo, ne pa so v bistvu imeli, koliko jih je imeli volilno pravico, moški. Ja, takrat je bilo pa ti si razliko, da je Piketty po 30 letih odslužil svoje služenstvo, ni bil pol svoboden mož, če si služil 30 let. Pa preživel. Takrat je bilo 30 let. Ne, da zdubu volilno pravico. Zdaj to delovne dobe, jaz sem zdaj odslužil že. Ne, da si dubu volilno pravico. Volilna pravica je bila. Ne, Piketty je bil pol, je bil free man. To ja, ampak tudi pol volilno pravico si jo ker čez nekaj časa dobo nisi imel tako, kar imel. Ja, pa zdaj itak so imeli sam višji sloj. Vse to je itak, ja, itak. Mislim, ne vem čist, mislim, ja, zmeram je tako, da je tist demokracija tist, kar ti paše, ne? Ja, mislim, zmeri... Mislim, sej po vseh sistemih tako, ne? Sej, da veš, s komunizmom je bilo isto, ne? Sej si je šel, ne? Od Marksa pa Engelsa iz 1800, ne vem, kdaj so to v 50, ona napisala 60, 70, 80 ali whatever, do oktobrske revolucije je bil to čist drug komunizem. Ne? A veš, so si ga Trotski, Lenin pa Stalin, vsak si ga je malo upognil. Ja, to tako je. Veš, Rosa Luxemburg noben ni poslušal, ki je imela v bistvu še najbolj socialistične pa te enakopravnostne ideje, ne? Tudi, ki so bili, pa ne nasilne predvsem, ne? Oni so vsi verjeli, a veš, kako je že rekel Lenin, je imel diktaturo proletariata. To, ne, je prebral v Kapitalu, ki je Marx dvakrat napisal največ, ne, v 8000 straneh, ali koliko jih je imel tistega špeha. Ne. V enem Leninovem, v neki knjigi, ki je imel, je pa on to 600-krat. To je nevidna roka trga. Ja, ista fora. Ja. Pa na drugem polu. Pa ta desna. Adam Smith je tudi dvakrat napisal vse svoje bibliografiji, nevidno roko trga, oni pa vpletajo z noka. Dobro se sliši. Vsak teden bi napisal en pamflet od nevidne roke trga. Dobro se sliši. Izrodi se, ne, veš, tudi to, ne, tudi sam ideje se lahko zapele nekam drugam, ne, pa pač po svoji želji. Kaj ne bomo demokracije? No, ampak če boste pa volili našo stranko, ki bo imela dvelavnik, pa to bo pa vse drugače. Ja, meni
za Tvelonik zaigral, jaz ne razumem. Mogoče smo malo premalo, moramo bolj... Malo premalo smo pušali to. Malo več je treba. Predvsem bi pomagali, če bi imeli na vsake 2 metra cestni plakat. Fuknil bom gor na YouTube, na Google AdSense. Dvelovnik za vse. Premalo smo bili na TikToku, premalo smo bili na Instagramu, pa premalo smo bili na cest. Razumem. Mislim, da ta civilna iniciativa, ki jo mi furamo, bi mogla z avtobusom čez Slovenijo. Malo se moramo še organizirati. Malo se moramo še organizirati. To pa bi bilo. Malo se moramo še organizati, ampak sam 2 dni v tednu hodimo okoli. Področje enote rabimo. Tako? Mislim, da se hitro prijel. Tako da pridite na Discord, pa se javite, kdo bi kakšno regijo pokrival. Da začnemo tega hudiča počasa, veš. Najprej dobiš Mikica, Dvelovnik zdaj ali pa nekaj, moramo se še spomniti. Ja, veš, kako to krog... Dvelovnik zdaj stari, to bagole lep to hitro naredil, pizda, tako da bravo, pizda. To je sam zdaj brainstormom, mogoče kaj drugega. Ne, v redu je. Narejeno, okej, pa v Dvelovnik pa zdaj čist mehan, veš tako. Dvelovnik ZDAJ za 1/4 zdaj, da je... Bomo še razmislili. No, nekaj, jaz sem že videl. Dobro, narejen, pa če vidiš, pa vidiš. Avtobus pa tudi. Avtobus pa isto, Dvelovnik. Zdaj. Če že gremo, mislim, če že gremo, branding mora biti, veš, če smo se zmenili, pa to posod furamo, rdečga, ali plavga, ali kašnega. Pa nadijem, da je namest brekata vdija, da je zdaj. Barva, avtobus rdeča ali plava? To smo gotovili. Plava je, sidne plava je. Nekaj pa smo podobni, veš, hočemo biti podobni. Ne, taka plava, veš, kaj je ta. Ali pa če ukrademo, nebeška. Če ukrademo od Slovenije moja dežela, rumeno-zelena. Ja, rumeno-zelena črna pač. Črna tipografija. Kaj se je ta lipov list zgubil? Šparga je kupil, sem ga videl na nekih plakatih, pa meni se zdi, da se res imajo oni, za naše nam paše, neki. Če ni, mogel biti. Za nobenega oglasa nikoli ne vidim, pa na izuzga bom napisal, stari spet je bil rođen. Lej se mu daril isto, ne. Lipo lisa mal drugače, da ne v copyright. Ja, se je lahko zelen. Oni so res to kupili, kaj? Verjetno ni nekdo kupil. Ja, bomo dali zapiske. Ne, ker so bili že 10 let nazaj, ker smo bili še na Novaku. Pa že šlo. A je mogoče šlo že copyright, da niso že jerbali za 15 let. Kdo ima pa to gnara? To probaš, ne. Ja, no, v glavnem, to pa avtobus pa gas, ne. Tako. To bo the best. V glavnem, avto se področne enote moramo ustanoviti, treba je mrežo, je treba narediti teren. Koliko je občin? 200 neki? Ne, pa gremo z regijem za začetek. Najprej regijo, pa več ljudi pa... Grassroots, ne. Najprej moramo regije pokriti. Tako. Eno z Maribora, cele primorsko, notransko, vse to treba dobiti gorensko, pa bomo naprej. Narejen. Tako da tole naredimo. Pa štartamo na polno, ne pa lahko začnemo s kampanjo za referendum za preferenčni glas. To se mi zdi, da je bila dobra ideja. Zakaj liha od osnovne zakaži? Zato, da nimaš teh, ki odpadejo, ne. A veš? Kdo? Te stranke, ki v bistvu preferenčni glas bi mogel delati tako. Sam preferenčni glas je, če stranka dobi, ne če... Ne, da naj razložim. Aha, tvoj preferenčni glas. Ne, vse to je ena metoda. Ti misliš, kaj vpis na faks? Zdaj, če nisem zbran, bi šel pa kje. Se to nekje imajo, meni se zdi v Belgiji. Tako si on to zamislil, veš, da daš rezervo. Če ti ne pride noter, pa kje. Meni se zdi, da imajo lokalne volitve nekje v Beneluxu in je tako zabaven, da lahko ti čist na konc, razumeš, se obrne, zato ker se oni glasovi, ki pridejo, prak je še zmer, ne? Ja? In ti dobiš pol une od praga, dobiš nek sisteme, pač, kako se to prešteje. Da res vsak glas šteje. Dejansko vsak glas šteje. Ne? Se pravi, če recimo, da bi zdaj volili Kordiša, ki je dobil 0,5, pa pol pod drugo dal Levico. SDS. SDS, ja, lahko. Ok, če ne Kordiš, pa bo SDS. Sej, to bi bilo tudi zabavno, ne? Veš, kaj ljudje bi pa zašli. Močno dvom, kaj je v redu.
Upanje umira zadnje. Hec mora biti. Upanje umira zadnje. Ne, neki pol, kaj bi šele v noru, ampak ja. Da najdejo eno tako. Vse bi bilo, vse bi se mogli... Kaj pa, če ti dvakrat, recimo, ti rečeš, recimo imaš, jaz dam Kordišu, pa še unite drugi, ki niso prišli noter. Meni se di, da imaš 4 ali 5 bracketov. Ali kukar je strank bracketov, da je tako. Da lahko še... Ampak po večina pa je naredi 2 do 3. Ne? To pa ona pa... Da res sam alter volaš. Ne veš, ne vem, Kordišu pa še unikas, ne vem, briga meje, ne vem, kje je bila. Dejansko lahko ti daš te briga meje, pa une sloge, pa ne vem, kaj je bilo vmes. Lahko daš vmes, pa na koncu SDS, če ti res napaše. Ali pa levico materim, ja, veš. Če pač si... Ne, te so voljivci. A veš? Lahko se zasiguraš, da oni kurci res ne bojo dobili. Ne? In gre tvoj glas v pravo smer in tvoj ne glas v pravo smer. Ne? Tako da to se mi zdi, a veš? Dobro, ajde, kaj delo X furamo, ajde pa to pa naslednja. Ni to slaba stvar, ja. Mislim, to je dejansko tudi uniklas, mislim, pol imaš s tem, da recimo nepravilen glas daš, veliko več poveš, kot zdaj, ne? Ko pač greš na volitve in dejansko ne daš glasu nekam, ampak poveš, da jaz tega sistema ne maram. In tudi tako lahko, recimo, dobra država vidi, a veš, kakšno je stanje v družbi. Ne? A veš, ne? Tako da imamo ful enih prednosti. Tako da na avtobus pa gremo. Nisi za večinski sistem, LDS. Ne. Veš, pa edin to bi stabilnost v državo prti. Navaren je, zaziv se je skoraj zataknil. Ja, seveda, stabilnost. Ja, stabilnost, ja. To rabimo. Mislim, zdaj le stabilnosti sicer ni, ne? Oziroma mogoče mi to snemamo par dni nazaj. Ne bo še, do maja smo dobri. Zdaj tako gledam. Pegovskega moramo na backup povabiti. Če gledaš, malo pred majem. Če gledaš to svetovno geopolitiko, ne, je v bistvu tale naša vlada vredna glih Pardingovih ledvičk. Čeprav, ne, a veš, če pa tako gledaš, ne, svetovno politiko, pizda, se še kar v redu. Ja, veš, tako bomo mislili, nobeni vojni nismo še v zrak pognali. Ne delajo res velikih neumnosti. Sam malo prisluha je bilo, pa malo se snemalo. Mislim, ni bilo velikih, sem bile pizzerije, ampak nič kaj tazga, da bi rekel. Kako je že rekel avtor, nič kar družina modernih nazorov ne bo mogla skendlati. Tako, a veš, se rečeš pa se, a veš, ne. Sam pogovoriš se malo z njim. Malo daljši pogovor, ampak ne, sej zaenkrat je še okej, no. Benzin je malo dražji, ampak ajde, ne. Jaz samo veš, koliko je še v Belgiji. Ja. Se že v Avstriji je ful drag. V Italiji, samo na Mađarskem ni. Na Mađarskem imajo pa malo veze tam druge. Ja, sam pa eno moraš, da slovensko tablico ne moraš ali pa za avstrijsko. Da so na trovaji poskrbeli za to. So zrihtali. Da grem med z mojim dizlom v Italijo, zdaj mi tank spizdijo. Stari, če jaz polata, da tankam v Italiji ali pa v Avstriji, da kapitalizira več, kakor je avto vreden. Sigurno. Polži avto imaš neki. Zdaj sem šel na peš, z bicikl, ali pa peš, špara na nafti. Bicikl je. Ja, sem videl. Večjo vrednost še za enkrat. Ja, valjda, takoj. To je dobra amortizacija. Na avtonetu už napisal, da imaš poln tank. Zakaj imate pa tako ceno? Pizda, poln tank je stari, veš. Pri mojem avtu je vidjeta pa poln tank. Pizda. Sem ga že stari, tole je ušlo za denar. Ti zgrem lože pol v Južno Ameriko s tistim darom, pizda. Skor. Sam so se tudi karte za Južno Ameriko malo podrali. Ravno češ plaval, pizda. Ali pa ja, kakšna jadarnica, ne? Ne, ladi še ne vozi več. Se ni. Ja, vozi, ampak ima tudi benzin, mislim. Se ti si 2 meseca mazut je pocen, stari. To je najcnej, pizda. Vpraš Kitajce, kako vozijo. Čakaj, tale naš, kaj je že, kaj je v Slovdu, kaj? Aha, Medek, ja. Ne. Medek, ja. Medek, ja. Ja, seveda. Ne, v Slov. Ja, lahko veslaš. Ne, mislim, veter je še zdaj, veslati treba. Kukar je razlagal, čovn ni bil glih pocen.
Mogoče, ja. Mogoče bi ti ga rendal. 12-metrski valov, se ne vem, kaj so to pa. Ne vem, če so ga zaskospili, ne spomnim se. Je imel predavanje na spletnih ulicah, zelo zanimiv. Ja, ti si se lahko not zaprl, pa se je vrtil, pa se je zmeraj po koncu postavil, pa nekaj tako. Ja, hud kanorc, ja. Bomo dali zapiske v spletnih ulicah, zihar je še kaj. Kva, gremo dalje, ali kva? Ja, mogoče, ja. Zdaj smo spet v teh časih. Smo povedali sploh za naše nepodpornike, da imamo uro. Ne, nismo, samo pogovarjali smo se, da začeli smo brez, ampak nismo povedali, Dragi nepodporniki, zaradi vas nimamo nove ure, imamo pa zaradi naših podpornikov. Hvala lepa. Ja. Zato pa se je tako malo pasivno-agresivno si jih mislim. To ni lepo, pizde. Se pravi. Jaz sem šel na močno. Aha, ok. To ti je ratalo. Mislim, sorry, zdaj mi vemo, koliko je ura, pa lahko bomo napovedali Slavko Kotiček, tako kar res se oddaje. To je res. Zaradi naših podpornikov in mi treba biti hvaležni. To smo jim lahko hvaležni, ampak ni treba, da zdaj une disaš. Nekaj zdaj nadaljevati, se sem hotel nehati. Zdaj to pa če bil enkrat. Nitko mislilo. Ja, ne, smo že v luknji nakopali naprej. Bomo pa res veseli, če odšli na untist, se veste. Tako da Slavko, zdaj je 25 minut. Ja, točen. 15 sekund. Če smo že uro. Zdaj je točen, pa je točen da vidi. Zdaj moram pa vsako sekundo poštevati. Ne, to ne, zdaj pa veš, ampak pa se zdaj na minuto povemo. A res? Se dosti. Da smo dosti natančni, ker drugače nismo to. Saj per uri. Ja. Zdravo, raziskovalke in raziskovalci. To je podcast o življenju, krokodilih in sploh vsem. Tudi o zadnji Douglasovi knjigi Zadnja priložnost, ki je napisal skupaj z Markom Karvardinom. In kljub vsem uram in vsem digitalnim in navadnim, smo mi še vedno. Aljo. Peli. In zi. Hvala vsem, ki nas že podpirate, tisti ste plačali uro. Hvala za uro. Hvala za serijo.si. Hvala za uro.si. Tega nimamo. Največja zahvala, to gre. Ta čas je sam koncept. Ja, seveda, to je vse. To je brez veze, ko ste to sploh kupovali. Čas, denar. Jaz sem pa upravičil vsem, ki sem jih prej uzmeril, da ste škrtice. Ne moreš ne, da ne bi, ne. Sorry. Ni dosti, koliko sem mulerijo učil, ni dosti, če nekoga odaraš, pa se pa upravičiš, to ni dobro. Ni prav. Najstik v meni je vzcvetel. Vidim, da imaš. Življenje po 50 evo. Ja, ne, veš, treba je nekako, čeprav mogoče to ni najboljša taktika zbirati denar za piknik, ki pa je letos bo sam naučen od narano. Ja, veš, nisem še bilanc pogledal, sem sumam, da smo malo kratki. Dva čevapa, to je to. Ja, bomo mimo dal sam za šmor in briški, sorry. Šmor, vidi. Ja, neč, na parkir placu ga imamo. Ja, bo cnej. Slučajno bo z našim službenim piknikom. Se bo pokril. Lahko pridete prejšnji četrtek. Se v še kršen zihar. Pridete prejšnji četrtek. Takrat je ta prv. V glavnem, to je to. Najbolj smo pa seveda veseli vseh, ki nas poslušate. Resno, to pa absolutno iz srca. Zdaj ne ve, če ti verjamejo. Zato bom šel zdaj v prejšnjo epizodo. Saved by the rubrika, kako se temu reče. V prejšnji epizodi smo zamolčali, koliko je bilo dejansko v njih bivalo, pa levo, pa vsega. Ampak žalosten podatek je, da jih je bilo vsaj 4krat več, kot zdaj približen. Severnih belih pa iz 22 na 0. Stvar se precej spreminja. Ne na boljš, na žalost. Ene številke so šle na boljše. So šle. Kaj je bilo že? Se bilo, ne vem. Neki so šle, neki se je spremenili. Sloni malo boljši. Ja, sem ne v Garabi, v celi Afriki. Splošno v Afriki je boljši. Splošno v Afriki je boljši, ja. Pa tudi severni,
kjer so unite, ogroženi so severni, ne, južni so pa bolj usvetljeni. Ja, sami jih tudi gojijo. Jih gojijo, ampak saj... Če niste poslušali z koncem Videnšek epizode, v bistvu na koncu smo prišli do tega, da v bistvu je ropanje narave sam za vojno. No. Za financiranje vojn in ilegalnih. Čeprav se ilegalno se napaja z tega. Tako da lušeno. Tudi zato izumirajo vrste. Tako. Pa še podnebne spremembe smo imeli pol v Olpedžeti. Lušen. V glavnem teh živalijev zdaj manj, ampak ko sta bila pa Mark pa Douglas pa ekipca, jih je bilo pa še malo več, tako da pojmo zdaj pogledati, kaj je bilo. Ja, nič ne. Ja, ne. Neki so šli pomalčvat, kaj je že bil Fraser. Kako pač, življenje je tam, kar stane. Pač. Življenje z naravo, življenje v tem parku. V hiški stajo z lastnimi rokami zgradila. Sem to mogel biti po eni strani res lepo pa romantično. Ne? Mislim, tako, če si predstavljaš, če veš z lastnimi rokami zgradiš Bajturino, mislim, najbrž ni Bajturina, ampak je bolj... Dobro, to so tudi kakorkoli, pač je dom, v glavnem. Ja. Malo preveč gledaš ti na National Geographic, življenje v divjini, pa to, veš. Ampak tako sem si predstavljal. Predstavljal sem si, da je bil martir pa vse, da pač ni bilo lahko sploh najpol, ko pridemo do unih živali, ki so ob njima, ampak nisem dobil občutka, da bi jih to zelo motilo. Sej pa če se zavestno za to odločijo. Mislim, recimo za nas, ki smo vajeni tega obdobja, je verjetno to fuck mater. Sigurno. Nekdo pa pač zbere tak lifestyle, pa mu je pač to v veselje in ti je cool. Mislim, sam, če je Kes po faksu šla mal s frendi na safari za ne vem koliko mesecev, vidiš, da je to človek, ki je druge sorte, ki smo pač urbani zapečkari, kako bi tem najlažje rekel. No, glavno, sama sta si postavila tam med grmičev na bregu reke. Vegasta stavba polna knjig. Tako, malo odprte narave, bi človek rekel. Zelo odprte narave, odprtega duha. Tako, Dobro, ampak res so tisti, kako bi rekli, milih ne rabiš, ful zaprtih sten. Razen za tisti deška je. Tudi okna niso bila povsod in pol so dali plahte čez tam, ker okna ni bilo. Avtor si je v originalu sposodil na svojo, tako kot opeke, da je povedal, kjer okna ni. Tako da se je spomnil, je sam sebe omaš napisal, ampak lepo. V glavnem sta pa 2 let delala, tako da v bistvu ni bilo, je bil najbrž kar martar. To je 6 let manj, če bi v Sloveniji gradil, z vso mehanizacijo, z vsem skupaj. Sam pa nas rabaš vsaj 5 za papirje. To je po moje brezjeme, sediš bajta se hitro postav. Dobiš papirje v 2 letih v Ljubljani, se jih nekje dobiš v enih občinah, samo v Ljubljani pa po mojem ne. Ljubljani pa malo. Sam se spomnim, takrat je Afrika je bila neka, veš, še po mojem zdaj malo tako posebej. Tale bil od prijateljice moje, ona je bila poročena z Afričanom in ki je bil on kle na obisku, pa sta bila pri meni, pa pač proba domač pir, prav stari ti mogo to v Afriki delati, veš ne. Pa pol ne, prav kle ne moš nič delati, ko on je pa z njenim fotrom probal neko firmo rihtati. Prav kle ne moš nič delati, kle rabaš 100 enih papirjev vsega skupaj. Prav tam sam začneš delati in začneš na ulici prodajati nobenih davkov, nobenih stvari. Pač dokler noben ne umre, je vse v redu, a veš, pizda. Če benge ne ubiješ v mesi. Tako da, biznis. Gremo, pizda. Ne, rekel, takrat je razlagal, da v bistvu, koliko je noro, da Afričani rinejo sem, ker je dost lažje uspeti tam, kukar tukaj. Prav, ko on je imel, ne vem, ta faks pomorski. Najbolj odvisen, če si kje blizu kakšnega križnega žarišča, pa to
No, on je bil Liberic, ne? Pač oni so bili glih po državljanski vojni takrat. On je bil, prebegnil v Gano, tam sta se pač tudi spoznala in potem, ko je bilo konc vojne, je začel pač hoditi ke. Sicer je bil mogoče malo višja kasta, ne? Če je bil na faksu zihar. Ampak je rekel, ne, pač enostavno, če imaš nek zagonski kapital, pač nimaš v Evropi kaj iskati. On je s faksom, jaz grem lahko sam na gradbišče nekam pomagati. Noben ti un faks si lahko ti vržeš, veš kam. Valjda, se še verjetno. Tako da, pa tam v resnici, čeprav iz našega vidika rabiš ful manj kapitala, ker je pač... Seveda, pa pol manj papirjev, pol manj vsega, mislim, če si kao... Verjetno moraš pa, spet, po mojem, veliko zapreti. Moraš se tudi navaditi na, točno to, kar se reče. Mislim, ti kot belc ne moreš tam spet, ker te prehledijo tako, da ti nič jasen in lahko sam... Ne, lahko sam pač plačuješ žuto, ampak najbolj kakšno stvar še zmer dan. Ja, seveda. Ne vem, če bi imel, kaj sem že zanj bral, v tem potepisu, da so imeli neki belci, neke kamione ali neki. A veš, pa če je kupil 10 kamionov, ki si jih je lahko špogel, pa je naredil trading, ne vem kva. Vozili so pa to domačne, a veš, za v pola cene pa ne. Itak, seveda. A veš, ne? Dej, pač. Entrepreneurship ali vadeva. Entrepreneur. No, v glavno, da pojmo mi nazaj Kes pa Fraserju, med gradno sta živela v te 2 leti sta v eni mehni kolibi z domačenim mungotom, ki je zelo rad kopal po tleh pa iskal črve, psom, 2 mačkoma in dojenčkom. Ta je bila. Ok, mungo pa pes pa, mački pa v redu, sam dojenček v kolibi, bravo. Pa tizdega, pa zraven krokodili, pa vse to pa v rečici. Krokodili v rečici, mlad povodni konj je v dnevni sobi. Rad zahaja, če je toplo. Dobra energija. Veliko krat preluči v spalnici, tako da ful dober. In je z glavo naslonjen na ziboko njunga drugega otroka. Lušen. Pa kače, pa sloni, pa ne vem kva. Vse. Ampak krokodili so v bistvu edina stvar, ki ju res skrbi. To mi je bilo... Mislim, ker so že kužeta pojedli, enega. To je bil problem. Tako da malo porečeš. Izkazali so se kot edini zares nevarni v bistvu sopotniki v njihovem življenju. Čeprav, a veš, ne vem... No, nekaj sem jih še prej videl. Jaz sem jih tudi videl. No, ampak recimo, če si v Avstraliji tudi, veš, tam je vsaka stvar na pol strupena. Zato pa ne gre kepi, še nisem bil, pa tudi nam šel. Veš, kaj je pa razlika, ne? Kosiš pa ti koala skoč za vrata, veš. Ja, sej, ne. Mislim, da se kar fajn betona tam drži. Mislim, da si v unih glavnih mestih. Po mojem tudi tam še v betonu tam ti kaj prelepa. Veš, vse so tisti pajki pa to pride, ne? Ja, valjda, nočeš. Sploh pa... Ne, se po mojem lepo, ne? Veš pa, kakšen je na svet, ne? Don't get bitten. Čeprav v Avstraliji imajo cepivo za svoje. Se to je rekel gospod doktor. Tam v Avstraliji verjetno, če te bi zvečer nek tam malo bolj v zuni pustel. Mislim, da jutra ne dočakaš. Najbrž ne. Če si tam te naše sorte. Če si tam za Dingotovo ograjo... Ne smeš biti tako pesimističen. Pa sej ti povejo, kaj je treba narediti. Mislim, če bi ti povedali. Sej je doktor povedal, da tam prideš v enem, ne vem koliko, če si bliz civilizacije, da te reš lahko, ko ima une svoje zvarke. Ampak drugače pa ne. Je bilo pa zanimivo, da je Kes v bistvu ugotovila, da si pač v teh okoliščinah naredite, kukar je pač udoben, kukar lahne in da pač tako je. Veš, v bistvu imate res čist drugačen pogled na svet. Veš, tokle imamo, tok imamo lahko in tok pač je. Tok se stehneš, kukar je pozla dolga. Veš. Ja. In ta primerjava, ki je prijavila z avtobusom pa z mestom, veš, pač, v mestu te pa strah avtobusa pa nekih drugih nevarnosti, da kdo otroka ugrapa ali pa pa tretne. Tako, zanimiv, ne. Mislim, v bistvu, če perspektivo obrneš, sej, ali pa ti ga zvečer požre kot krokodil, sej.
Tehnično gledano. Zajebanje v vsakem primeru glih tokne. Tako da upajmo, da ne eno, ne drugo. Pa so pa po večerji ugotovili, da v bistvu, če že hoče videti Nosoroga, da bi bilo fajn, da gre malo izvidnica in da bi bilo najbolj, da prosijo onega Charlesa Mackija, ki jih je pripeljal, da grejo s cestno malo en krog in sta bila že na CB postaji in se zmenila, da bojo naslednji dan šli pogledati z avionom. Tle pa mislim, da lahko mi naredimo pečino obešalnik. Ja. Po moje, krokodile smo obdelali. Tako. Ja, v bistvu, hvala, ker ste nas poslušali do konca epizode, v kateri smo zvedeli, da so krokodili res nevarni, če slučajno prej niste vedeli tega. No, ampak veš, da so sloni košer, pa nilski konji tudi v redu v spalnici in v dnevni sobi, tega pa niste vedeli. Ja. Mislim, tako kot je Zir rekel za kače, pač fajn je, nobeni stvari se ne da tu grize. Ne nilskemu konju, ne kačam, ne krokodilom. Se pa moje, ne se da tu grizem, ti je kar vredno, karkoli. Karkoli te lahko grizne, pust. Tudi če te Marjan, pa nima stekline. Proti tetanu so se še mogli cepati. Če nisi bil prej, kar kurcem kole veš. Kje je Marjan ružil? Ko je Marjan pisal? Ko je Marjan predlizal? Če ne maraš cepil, ne? Veš, kako je z Marjanom pisal? Marjan pide. Marjan lahko budne malo, sfuka ga kaj pisal. Ne veš pisal, nikoli ni zih. Furov pide. Brito furov. Kukarkoli. Ja, v glavnem. Kakšne je vaše s krokodili? A to se je dokončal? Kakšne je vaše izkušnje s krokodili? Nam to lahko poveste na našem Discordu. Ta reč je ena najdaljkej na zemlji. Kaj, Discord? Ne, krokodil. Krokodil pa praprot. To je v bistvu bivši teč ali baje. Dinozaver. Slash neki oboje. Tako da ima nek dober samoohranitveni nagon. Vekva dela. Evolucija ga drži. Pa ni zbir, če prehrani v resnici. Če džukale tam, pa se ne... Glih je pojedel, hudič, Muri je glih pojedel, malo se je polenil. Zvis. Pa je prišel z reči. Sem gledal te zadeve, tudi kakšne bolj večje živeli. Tudi leva lepo. Bomne, Ko so delali one primerjave, kdo bi bil jači. Če pride lev pit, pa da je on v svojem naravnem habitatu, se pravi, da ga prime pa not potegne, lev nima šanse. Na zemlji je pa tako. Kaj je gorila? Kaj smo bili? Gorila proti levo, veš. Veš, kaj je bila gorila proti levo. Daj, če GPT. Drug teden povemo, bomo zdaj vprašali. Ali pa Kloda. Bravo. Ali pa Gemini, ne bomo. Bomo drug teden povedali, bomo šli v internet, cel teden bomo iskali. To bo noro. Če pa že kdo ve, lahko pove na Discordu, državno mreže, pa še vedno poročam, da odkar je stane na političnem parketu tako, kot je, se pravi, ne vige vage, ne hoditi. Res ne. Kam? Je na državno mreže. Ne. Se izogibati, Ne vem, kako je pa na TikToku, mogoče bom probal malo raziskati. To pa nimam, ne vem. Mislim, jaz imam sam. Zadev, res zadev. Z vami smo bili. Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Ja, research sem mogel. Za app, ki ga delam. Če ga mačka na repu prinese. Majki mi, ja. Res. V glavnem lepo se mejte. Rad se mejte. Ja. Tako. Pa če Zija srečate, neč mu verjeti. TikTok za službo. Takrat smo za X-šo delati. Jaz sem ga za podcast, pa res nisem štekel. Pa sem ga že probal, takrat, ko je vam prišel, to prvič, 2013 ali 2009,
Če še vidve ne štekajo. Ko bi še le bilo z mano. Ne, pa če si sem ne sem znaš se Ne bi šlo samo 1-2 ure na dan. To je. Ja, saj tega nočem. Ja. Kurba se nauči točno to, kar ti hočeš. Ja, se vem. Že YouTube ve, že Instagram ve, pizda, vsi vejo, vse v meni. TikTok je to zafukan, ker je še bolj stari. Takoj te prebere. Stari pa že Instagram je dober. Ja, pa ni to. Pa je res, pizda, pa jaz imam prav zabaven algoritem od zadnji zgleda. Ker mi res lušne stvari daje. No. Eni pravijo, da jih začne kar z nekim bedarijam, ki jih v bistvu sploh ne gledajo. Vsake to včasih ti nekaj porine, pa če greš naprej, se pusti prvi. Če ne pa padeš v luknjo, reče, kukar gleda, koliko časa gledaš, vse ima. Stari, če pogledam eno vajo, veš, za hrbet, ker ti jih vmes nafura, ker sem jih že 4-krat pogledal, tole, da moraš škola delati. Stari, pa ker se mu odfuka, jih pa začneš štrncati na vsako drugo, veš, pa neham gledati, pizda. Ja, jebi se, pizda. No, to pa TikTok je, da pa, ne, te pa pele in da ti jih v glase tako fura, da si hukt, ne. A veš, da ti ga ne puša na pune, ampak nežno, ne. Ja, lagano te bo pokarali, pa bo vse vredno.